Adventni venček, prvi decembrski okras. Čas duhovne priprave na Božič začenjamo s praznovanjem prve adventne nedelje, ki bo letos 29. novembra. Beseda advent izhaja iz latinske besede advenire, kar pomeni dospeti. Pomeni pa tudi prihod pomembne osebe ali dogodka. Advent je torej čas priprav kot čas praznovanj. Po končani četrti adventni nedelji je šele čas za postavljanje jaslic in pripravi na sveti večer. Adventni čas nam torej ponuja priložnost, da se na praznovanje pripravimo. Znamenje zunanje priprave na Božič je adventni venec. Tradicionalno se pri nas v cerkvah in po domovih pripravljajo adventni venci s 4 svečami. Naraščanje luči namreč simbolizira rast dobrega v človeku. Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Sredi zime vliva zimzeleni venec svojo zeleno barvo upanje, da bo sonce kmalu pregnalo temo, da se bodo dnevi spet začeli daljšati, zemlja pa ozelenela. Kot okras in liturgični simbol adventnega časa je prevzet od germanskih narodov. Začetki segajo v leto 1839, ko je evangeličanski pastor v neki šoli v revni hamburški četrti na staro leseno kolo postavil 19 majhnih rdečih sveč in 4 velike bele. Vsak dan je z otroki prižgal eno svečo več, med tednom rdečo, ob nedeljah belo. Tako so otroci šteli dneve do Božiča. Kmalu so začele to navado uvajati tudi evangeličanske družine. Čez leta je leseno kolo nadomestil venec, narejen iz zelenih smrekovih vej, na katerega so bile pretrjene le 4 sveče. Pri nas se je uveljavil v 80. letih 20. stoletja. Venec tako naj ne bi manjkal na vratih vsake družine. Čas, kot je letošnji, nam daje priložnost, da ga pripravimo sami. Kaj pa letos napovedujejo trendi? Kakšen venček ali morda adventni dekor naj bi pripravili? Pogovarjali smo se z Barbaro Jehart, članico ansambla Slovenke, ki v domačem vrtnem centru pomaga pri izdelavi. Letošnji trend adventnih venčkov pač napoveduje nekakšen glamur v harmoniji z naravnimi materiali. Torej nekakšni storži, pampaška trava, pa tudi kakšni posušeni citrusi, jagodičevje, cimetove palčke in tudi posebnost je letos janeževa zvezda. Tako da ta dekoracija bo zagotovo poskrbela za tak prijeten in domač vonj v stanovanju. Če ga boste izdelali sami, bodite pozorni na barve, ki jih v stanovanju že imate. Fajn je, da se seveda adventni venček ujema z barvami v stanovanju, pa tudi na splošno z dekoracijo v času teh božičnih praznikov. In pomembno je tudi, vsaj zame, in tudi tako večinoma naše stranke rečejo, letos imamo pa roza jelko, in je potem fajn, da se tudi z božičnim drevescem to ujema, tudi adventni venček. Sicer pa pustite domišljiji prosto pot, kajti napisanega pravila za izdelavo venčka ni. Najcenejša, a za mnoge ena izmed najlepših dekoracij je tista, ki nam jo ponuja mati narava. Iz šip ali srobota ga lahko spletete, obložite z mahom, nanj pa prilepite storžke, lesene gobice, vejice, kamenčke, želod, žir. Za piko na i pa ga popršite še z dekorativnim sprejem. Ni nekakšnega pravila, da bi rekla, zdaj pa mora tak biti, pa tak stati, pa vse v liniji, ker se mi zdi, da smo le v neki moderni dobi in tudi adventni venčki so dobili različne te različice. Danes imamo ogromno materialov, ogromno teh različnih podlag, od takšne oblike, od zvezdaste, od podolgovatih stvari. Tudi sveče so, naprimer okrogle, štiriglade, pač spiralne, ni da ni in nikjer pa ni neko pravilo zdaj, kako to narediti oziroma kako mora to stati. Včasih je bilo res, da je bil v krogu venec, spleten iz različnih teh naravnih smerečnih dodatkov, in vse 4 svečke lepo, v liniji, simetrično. Sedaj pa se mi zdi, da je vedno bolje odštekano, bolj nas privabi, nam bolj pade v kono. Adventni venčki so torej simbol adventnega časa oziroma pričakovanja Božiča. Pričakujemo prižig prve sveče, potem pa spet teden dni samo občudujemo in tako vse 4 tedne do Božiča. V pričakovanju božičnih in novoletnih praznikov je adventni venček prvi decembrski okras. Z njim okrasimo mizo, ob kateri se zbira vsa družina. Z venčkom je božično vzdušje pristnejše, dom pa zažari v upanju in veselju.